Slovenija v primerjavi z drugimi razvitimi državami nekako ni več na vrhu lestvice primerljiva z najboljšimi, ampak smo začeli precej zaostajati. Zato so, kot opozarjate tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, spremembe zakonodaje več kot nujne. Nujno pa je tudi sprejetje finančnih načrtov, tako za letošnje kot za prihodnje leto. Tu pa se je na lanskoletni decembrski seji zataknilo, danes se je zgodba ponovila na izredni seji skupščine. Razprava je bila, recimo temu, zelo zanimiva, pa vendar, kako ocenjujete končno odločitev, sprejetje finančnega načrta za letos in zavrnitev finančnega načrta za prihodnje leto? No, sprejetje finančnega načrta za 2020 sem zelo vesel, ker to pomeni neko stabilnost za delovanje zdravstvenega sistema, možnosti za izvajanje zdravstvene storitve, tudi možnosti za uvedbo nekaterih novih pravic, ki jih tudi danes za spremembo pravil uveljavljamo v slovenskem prostoru. Tako da upam, da bomo prišli čim prej tudi do splošnega dogovora za leto 2020 in da se zadeve začnejo polno odvijati. Po drugi strani pa sem na sami skupščini opozoril, da zaostaja Slovenija za primerljivimi evropskimi državami, trenutno ne še toliko za rezultati zdravljenja in izidi zdravljenja. Tukaj celo nekoliko bom rekel, da smo v višji polovici evropskih držav. Novembrska predstavitev rezultatov zdravstva, učinkovitosti, tudi izidov zdravljenja, ki ga je imela Evropska komisija tukaj v Ljubljani, je pokazala, da smo pravzaprav še vedno v večini parametrov med boljšimi v Evropski uniji. Se pa stvari, kar se tiče financ, z leti nažalost nekoliko slabšajo, tako da smo v letu 2020-2021 le pri 8,16% BDP-ja za zdravstvo, medtem ko je v 28-terici ta procent 9,6% BDP-ja. Ta razkorak je velik in prav bi bilo, da se politiki tega trenda zavedajo in da se seveda tudi ta trend postopno korigira. Sicer bomo imeli v naslednjih letih resne zadrege. Ni skrivnost, da imamo precej opreme v slovenskem zdravstvu že močno zastarele. Ravno včeraj sem se pogovarjal z Združenjem zdravstvenih zavodov. Bolnišnice ocenjujejo, da je kar 83% opreme že na nek način za odpis. To seveda kliče po akciji, to kliče po ukrepanju in mislim, da če bomo želeli na daljši rok ohraniti tak nivo zdravstvenega varstva, potem bomo seveda morali vlagati več. Imamo zamude za nazaj in imamo torej zastarelo opremo, je pa dejstvo, da se, če tako rečem, medicinska inflacija močno kaže, torej razvoj novih zdravstvenih tehnologij je zelo hiter, seveda tudi več sredstev potrebuje. Za Slovenijo pa, bom rekel, velja tudi pravilo, da smo na nek način zelo obarvani z negativnim demografskim trendom. Hitreje se staramo kot večina evropskih držav in to seveda terja tudi več denarja, preživetje je daljše, pa vendarle tudi dražje. Zagotovo je pri tem na preizkušnji tudi kakovost in varnost zdravljenja, pa če to pogledamo samo z vidika čakalnih dob, ki so na nekaterih področjih dobesedno nedopustne. Kako je torej, če se ozreva na sliko za letošnje leto, kako je z zagotovitvijo financiranja za storitve, ki so nujne, pa tudi seveda za dodatne storitve, koliko ima zavod na voljo denarja? No, čakalne dobe so neke vrste tak, rezultat večjih dejavnikov. Eden izmed pomembnih dejavnikov je tudi razkorak med razpoložljivimi in potrebnimi viri. Pa ne govorim tukaj samo o finančnih virih, ampak tudi o finančnih virih, pa tudi drugi viri so potrebni, ali so to kapacitete za operacije, za posege, ali so pa tudi preprosto tudi zdravstveno osebje, ki vemo, da je na nekaterih
precej kritično, imamo pomanjkanje tudi družinskih zdravnikov, pomanjkanje določenih specialistov, določenih kapacitet. V letu 2020 imamo dokaj oteženo finančno situacijo, zato ker smo vpeti v tako imenovani odlok po največji dovoljeni porabi sredstev v zdravstvu. Vpeti smo bili že v letu 2019. Državni zbor nam je omejil porabo, tako da bomo na koncu leta oziroma smo na koncu leta na nek način ostali v narekovajih dolžni izvajalcem zdravstvenih storitev ali pa dobaviteljem v zdravstvu za dobre 40 milijonov. Toliko obveznosti nismo poravnali v mesecu novembru, v mesecu decembru smo bili celo primorani ustaviti plačilo recimo dobave zdravil. Kar je v bistvu nevzdržna situacija, glede na to, da denar je na voljo. Natanko tako plani, pa tudi zdaj bomo imeli kmalu tudi na nek način poročila za 2019, ampak preliminarne številke kažejo, da pravzaprav so ti segmenti, ki so ostali neporavnani, so skoraj da identični tistim večjim prihodkom od porabe v zavodu in zavod tega denarja preprosto ni smel uporabiti zaradi omejitev v odloku, tako da prenašamo naprej, hkrati dajemo nekaj v rezerve, ampak na nek način otežujemo delovanje zdravstva zaradi tega. Kaj pa si obetate v tem smislu od načrtovane spremembe odloka, ki naj bi pravzaprav pripomogla k spremembi oziroma k odpravi tovrstnih ovir? Poglejte, zdravstvo je, kot sem rekel, na nek način v večini financirano iz prispevkov zdravstvenega zavarovanja in spremembo odloka bi logično moralo dovoliti vsaj porabo tega denarja, ki je namensko zbran za zdravstvo. Tako da odlok, skupščina je, oziroma ne skupščina, strokovna služba se je pogovarjala z Ministrstvom za zdravje, tudi sugerirala Ministrstvo za finance, da bi se odlok spremenil v prvi polovici naslednjega leta, torej letošnjega leta 2020, in da bi nam dovolili porabo tega natečenega denarja iz prispevkov iz leta 2019, tukaj nam ostaja kar nekaj neporabljenega denarja in seveda tudi dejanske prihodke v letu 2020. Rast se sicer nekoliko umirja našega gospodarstva, pa vendarle je pač trenutno prihodkovna plat močnejša kot odhodkovna oziroma kot nam dovoljuje odlok. Pa imate na tej ravni razumevanje resornega ministrstva? To je verjetno bistveno večje od odzivanja oziroma boljše od odzivanja Ministrstva za finance, denimo. Lahko bi rekel, da smo na nek način v javnem sektorju ujetniki tega fiskalnega pravila. Sam sem pristaš, da seveda ne porabimo vsega, kar dobimo takoj in za takojšnje potrebe. Pa vendarle je tukaj dokaj nelogično, da smo morali odložiti svoje tudi zakonske obveznosti, iztožljive obveznosti in hkrati imamo razpoložljiva sredstva na računu, ki jih pa ne smemo porabiti. Ministrstvo za finance razumljivo skrbi za stabilnost javnih financ za celoto, ampak glede na akutne potrebe v zdravstvu se mi zdi pretirana hvala, da smo v letu 2020 predvideli presežek prihodkov nad odhodki za, mislim, da 430 milijonov, ne najbolj, smiselen, glede na potrebe v zdravstvu in da bi morali tukaj prispevek proračuna postopno povečevati, predvsem pa omogočiti vsaj porabo namensko zbranega denarja. Med številnimi odprtimi vprašanji, nekatera ste že mimogrede omenili, denimo kadrovski problemi, prostorski problemi, številne zadeve, ki nekako krnijo kakovostno in varno delovanje v zdravstvu, pa je zagotovo tudi to, pri čemer se je glasovanje današnje skupščine nekako ustavilo oziroma zavrlo.
to je bila zavrnitev finančnega načrta za leto 2021 in to predvsem zato, ker predlog skupščine strani vlade ni bil sprejet. Torej, to, da bi prenesli financiranje terciarja 1 zdravstvene blagajne na državni proračun. Ja, terciar 1 je tisto, kar sodi v terciar 1, je seveda zelo pomembno za slovensko zdravstvo, omogoča na nek način poglabljanje, širjenje znanja, omogoča tudi določeno raziskovanje, razvoj in nobena stroka ne more napredovati, če ne vlaga tudi v razvoj. Z vidika ali pa z perspektive skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje je sporno zgolj to, da naj bi se, oziroma da se ta segment financira iz solidarnostno zbranih sredstev za zdravstvene storitve. Zakonodaja po naši oceni že sedaj omogoča in zavezuje, da se ta del sofinancira iz proračuna. To pravi 7. člen Zakona o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju. Moram poudariti, da je tudi koalicijska pogodba se nekako, bom rekel, opredelila do tega, da se to vrstne storitve dejansko izvzamejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz finančnega načrta obveznega zdravstvenega zavarovanja in se prenese na proračun. Prav tako tak isti zapis najdemo v resoluciji o zdravstvenem varstvu do leta 2025 skupaj za zdravje. Ima ta resolucija naslov, tudi tam je eksplicitno napisano, da bo ta segment prevzel proračun, naveden je še celo datum do leta 2016. Se pravi, tukaj na nek način zamujamo že kar 3 leta za opredelitvijo državnega zbora. Ni to zdaj en minister se spomnil ali neka vlada, pa celo državni zbor je takšno opredelitev sprejel, tako da tukaj zamujamo in skupščina postaja glede na omejitve, ki jih prinašajo eni pa drugi predpisi, tudi ta odlok, ves čas vedno bolj, bom rekel, striktna in želi, da se tiste zadeve, ki jih lahko prevzame v financiranje državni proračun, tudi tja umesti. Ker se nismo uspeli dogovoriti in so bili odzivi obeh ministrstv, financ in zdravja, na nek način zelo zadržani, kar se tiče leta 2020, je skupščina pač se opredelila danes, da se finančni načrt za 2021 odločanje o njem odloži in da se seveda v vmesnem času poskuša s resornim ministrstvom, pa tudi z ministrstvom za finance, uskladiti ta prenos financiranja terciarja na proračun in seveda to bi potem pomenilo neke nove podlage za finančni načrt za leto 2021, boljše v tem smislu, da bi si lahko več privoščili za skrajševanje čakalnih dob, da bi si lahko več privoščili tudi za nekatere nove pravice, mogoče bodo to nova zdravila, kar bo pač pokazal čas letošnjega leta. Če bi pa želeli, in tako ima namero Ministrstvo za zdravje, tako je bilo danes izraženo, to še dodatno urediti v zakonodaji, je pa časa relativno malo, ker vemo, da zakonodaja na tem področju je sila zahtevna in na nek način tudi močno zaostaja, kar pomeni, da bo potrebno kar veliko razprave v javnosti, da dosežemo konsenz, ki bo sprejemljiv in ki bo dober in ki bo, upam, tlakoval zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje za naslednjih recimo 10-15 let. Če se na leto, ki je pred nami, ozreva z vidika pacientov, zavarovancev, kaj jim vodstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje zagotavlja glede ohranjanja njihovih pravic? Ja, vodstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje je seveda vsem zavarovancem in zavarovankam v letu 2020 želi čim manj zdravstvenih zapletov in zdravstvenih težav. Če pa do njih pride, pa želim in bomo delali v tej smeri, da se te težave čim prej odpravijo, da se jim zagotovijo potrebne storitve, da so te storitve dostopne, da so kakovostne. Seveda bi pa tudi želeli od zavarovancev, da so pri skrbi za svoje zdravje čim bolj aktivno, da ukrepajo tudi sami po svojih močeh,
da se seveda v sodelovanju, posvetovanju z zdravnikom, sami na nek način potrudijo, da bodo tudi učinki zdravljenja, če bo res potrebno, tudi čim boljši. Veliko je tudi na njih, da se naredi, mi bomo pa seveda poskušali z našimi partnerji, z izvajalci, z dobavitelji zdravil, medicinskih pripomočkov zagotavljati, kar se da nemoteno oskrbo in kakovostne storitve. Upam, da bomo se tudi znebili teh tako imenovanih predolgih čakalnih dob na kritičnih področjih. Če pa res nekje ne bomo uspeli, pa bi opozoril tudi zavarovance, da je možnost, da v primeru predolgih čakalnih dob tudi poiščejo kakšno storitev, če je res nujno potrebna tudi v tujini. To možnost slovenska zakonodaja tudi ima. Ne želimo seveda pošiljati ljudi v Italijo, v Nemčijo, ampak v skrajnem primeru, če ne bomo uspeli zagotoviti tukaj ustreznih kapacitet, potrebnih kapacitet in ustrezne odzivnosti, je tudi ta možnost in jo pač Zavod za zdravstveno zavarovanje tudi finančno pokrije.